Dober večer vsem. Naš 10. hagioterapevtski večer se odvija v mesecu Majniku, ko se oziramo k njej, ki je v polnosti poslušala Svetega Duha in sledila Božjim načrtom in navdihom. Marija ni samo neka lepa in čudovita žena. Ne, Marija je nevesta in harfa Svetega Duha, je najpopolnejši odmev in odsev živega Boga, je najlepša mojstrovina najvišjega in najbolj zvesta Božja učenka, ker je bila in je predvsem najprej žena kreposti in vrlin, tako božjih kot človeških. In ravno o pomenu božjih in človeških kreposti smo govorili na 9. hagioterapevtskem večeru. Kreposti in vrline ti omogočajo, da lahko postaneš velik človek, da postaneš srečen, svoboden, odločen, pošten, zdrav in uresničen človek. Kreposti so torej temelj in podlaga pravega in zvestega življenja, ki je vedno ustvarjalno in izpolnjeno. Prav tako to velja pri molitvenem življenju. Spregovorili smo v hagioterapiji tudi še o duhu in njegovih značilnostih ter človekovi duhovni strukturi. Sedaj pa so pred nami že vsebine 10. hagioterapevtskega večera. Pomisli, na kaj si ti najbolj občutljiv? Ali ne na svoje dostojanstvo? Hagioterapija ti ga pomaga ohranjati in te vodi na pota njegovega zdravja in svobode. Zato prisluhni vsebinam hagioterapije tudi ta večer. V hagioterapiji sta bolezen in zdravje zavita v življenjski tok vsakega človeka. Manj je pomembno vprašanje, odkot bolezen, kot vprašanje smisla, čemu zdravje. Človek je zdrav, ko najde svoj smisel. Krščanstvu nosi ta smisel ime Bog. Sprejemanje te strukture smisla pa se imenuje vera. Če vzdržujemo duhovno življenje, vzdržujemo zdravje telesa in psihe. Duhovna pomoč se giblje v duhovnih koordinatah. Človek je namreč celovito bitje in je zdrav, kadar sta zdravi ne samo njegova telesna in psihična dimenzija, ampak še posebno njegova duhovna dimenzija. Ni zadosti zdraviti samo vegetativno in psihično, ampak tudi duhovno dušo. Pastoralno delo cerkve se odvija na odrešenju in versko-moralnem dviganju te duhovne duše. Človeku prinese smisel in moč, da vzdrži križe na poti življenja. Duhovna pomoč ima torej za cilj, da oblaži duhovno bolečino in travmatska duhovna stanja. To delo je cerkev opravljala že od vsega začetka, a je pod vplivom grške miselnosti v teoloških raziskovanjih ločila od rešensko-terapevtskega delovanja. Izgubil se je interes za konkretno, tako je odrešenski nauk postal abstraktnost, kot da življenje kristjana nima nič s človekom kot takim, ampak le z njegovo dušo. Skrb za njegovo telo je pripisala Caritasu, vsa vsebina pastoralnega dela pa je bilo dušno pastirsko prizadevanje. Nasprotno od učenja stare in nove zaveze so askeza in bolezen postali le pedagoški inštrument. Tako so pričeli drugi skrbeti za ustvarjanje zemeljskega raja oziroma za zdravljenje in iskanje zemeljskega cilja, na primer razsvetljenstvo, marksizem. Kakor se zdravje nanaša na odrešenost, tako se bolezen nanaša na neodrešenost. Iz tega sledi, da ima cerkev že od vseh svojih začetkov tudi terapevtsko nalogo, katere cilj je pri pacientu doseči vsestransko rehabilitacijo. Če torej govorimo o veri, ki ozdravlja, to pomeni, da se mora cerkev obrniti k celotnemu človeku. S tem, da se v vsaki bolezni na nek način manifestira zlo, je potrebno, da se odrešensko delovanje cerkve manifestira povsod in tako dela človeka imunega od zla. Kjerkoli je zlo premagano, tam je prisotna Božja ljubezen.
Kjerkoli se človek obrne k Božji ljubezni in na njo z ljubeznijo odgovarja, postaja odrešen in zdrav. Takšno gledanje lahko služi obnovi krščanske duhovnosti in je lahko pomemben del nujne reevangelizacije. Da bi se lahko zdravo živelo, je pomembna zdrava duhovnost. Pravimo, da je vprašanje zdravja in bolezni ne le vprašanje zunanjosti, ampak še več. To je vprašanje notranjosti, kar pomeni duha. Tisti ljudje, ki so daleč od vere, se pritožujejo, da so notranje prazni. Bežijo od sebe, občasno jih je strah lastne notranjosti, ker se tam soočajo s težkimi doživetji in notranjimi ranami iz preteklosti. Prvi in temeljni prispevek, ki ga vera prinaša človeku, je ta, da ga popelje v središče njegove osebe. Vprašanje terapevtske note krščanstva spada med njegovo temeljno razumevanje. Jezusovo odrešensko poslanstvo se ne more razumeti samo pod pojmom greha. On je prišel, da dvigne skrušenega človeka iz poteže življenjskih bremen in pretežkih nalog, ter ga popelje iz obrobja življenja. On ni brezsmiselno vabil k sebi ponižane in razžaljene in jim govoril, da jim želi pomagati, da se ob njem odpočijajo. S tem je pravzaprav zdravil eksistencialne človeške bolezni. Bistvo Jezusove pomoči je v preobrazbi človekove eksistence. Prva cerkev je Jezusa imenovala za edinega zdravnika in odrešenika. Pri njem najde človek smisel v puščavi tragično prisotnega nesmisla. Šele v Jezusu smrt dobiva smisel in postane kraj premagovanja strahu. Jezus je za kristjana resničnost in znamenje brezpogojne Božje ljubezni. Spoštovanje in sprejemanje dostojanstva človeške osebe je torej zelo pomembno za vsestranski razvoj zdrave človeške osebe in osebnosti. Življenje nam namreč govori, da je naše dostojanstvo velikokrat prizadeto zaradi različnih vzrokov. Hagioterapija pa nam spregovori, kaj storiti tedaj, ko je človekovo dostojanstvo prizadeto. Prisluhnimo temu tudi danes. Vsi smo gotovo že slišali za zelo znanega in preminulega indijskega politika Gandhija. Gandhi je namreč v 20. stoletju kot mladi študent študiral v tedaj Južnoafriški republiki, ki je bila zelo znana po rasističnem režimu, ki je bil zelo krivičen v odnosu do črncev in jih je zelo degradiral in zatiral. In zgodilo se je, da je Gandhi nekega dne vstopil v restauracijo, v kateri je kot natakar služil nek črnec. In ko je naročil kosilo, ga potem tudi zaužil, je na koncu sledil račun. In pri tem računu je Gandhi dal lepo napitnino in se zahvalil za zelo dobro kosilo temu črnskemu natakarju. In ta črnski natakar se je na plemenite Gandhijeve geste odzval takole: Gospod, nikoli vas ne bom pozabil. V 25 letih mojega služenja ljudem v tej restavraciji ste vi prvi, ki ste se mi zahvalili in mi dali prelepo napitnino. Iz srca vam hvala, ne bom vas pozabil. Kako malo je bilo potrebno, da je Gandhi nevede znova povrnil dostojanstvo temu črnskemu natakarju in dvignil ga v življenju znova na tisto raven spoštovanja, ki jo vsak človek potrebuje. Človek je predvsem oseba, zato je najvažnejše njegovo osebno zdravje, vrednota osebe, zdravje njegove osebnosti. Človek je zdrav samo takrat, kadar to zdravje izvira iz sodelovanja s stvarnikom, komu on sam prinaša to zdravje. Zdravje je odraz
tvoje zavesti, v kateri ti sam stvarnik govori, da si njegov ljubljenec, ker si njegova podoba, da si njegov otrok po moralnosti, potem, ker si ustvarjalec in njegov zmagovalec po pogumnosti v trpljenju. Stvarnik uživa, ko si takšen, ko kljub vsemu ostajaš na nogah, ko si čvrst, pogumen in odločen. Življenje je v tebi, tvoj stvarnik uživa, ker si mu dragocen in zato ti lahko samo on vrne tvoje poteptano dostojanstvo. Zato si v zmoti, če misliš, da si boš svoje poteptano dostojanstvo povrnil z bogatenjem, da bi tako pokazal, da imaš vsega dosti in da si zato dragocen. Ravno tako si ne boš povrnil svojega dostojanstva, če boš tekal samo za neko kariero. Ljudje te bodo vedno presojali in obsojali. Presojajo pa iz svojega omejenega spoznanja, morda včasih iz svojih lastnih interesov. Zato se ne opiraj na človeka. Ne pričakuj, da ti on povrne tvoje dostojanstvo, ker on vidi stvari popolnoma drugače. Včasih te bodo morda ljudje zelo prizadeli, popolnoma poteptali tvoje dostojanstvo. Toda človek lahko drugim tudi iz svoje prizadetosti prinaša ravno tako bolečino. Vsak človek, ki je pripravljen drugega prizadeti, je v resnici trpin. To bi lahko bilo maščevanje za hudo, ki mu ga je nekdo povzročil, in to bi lahko bil samo krik njegove duše. Če dojameš danes, da si izšel iz srca vsemogočnega stvarnika, da je njegov duh, njegova beseda pri tebi, da ti je on daroval tvojo osebnost, boš doumel, da ti ljudje ne morejo prizadeti. Kadarkoli pogledaš ljudi, boš morda pomislil, da jim nič ne pomeniš, toda tedaj se spomni, od koga prihajaš, čigav si ti, kdo ti je daroval življenje. Zato bodi na njegovi strani, bodi pravičen, dober, pošten in tedaj si vrhunsko bitje, tedaj si dostojanstven in stvarnik je ob tebi. On je od vekomaj in ti si ob njem neuničljiv. Danes se zavedaj tega. Ta motivacija te bo pripeljala do notranje odločitve, da ne boš več taval in se raztresal. To te bo spremenilo. Spomni se, da ima vsaka tvoja celica duhovno dimenzijo. Vsaka tvoja celica ima v sebi zavest in odločitev. Zato je zelo pomembno, da ta resnica vstopi v vsako tvojo celico in jo izpolni. Imej vedno pogum biti vedno dostojanstven, ker bo to naredilo tvojo osebnost vrhunsko in tvoja osebnost, to si ti. Toda kdo si pravzaprav ti? Odkrij svojo lastno osebnost. Kaj to pomeni, če rečeš, to sem jaz? Ti nosiš celotno svoje telo, nosiš tudi svoje emocije, svojo žalost in svoje veselje. Kdo si ti? Ti nosiš tudi svojo vest, svojo odgovornost in svojo svobodo. Odkrij samega sebe. Ti si središče vsega, kar je v tebi. Ti imaš samo sebe. Nihče ne more postati ti, niti ti ne moreš postati nekdo drug. Nihče ne more odločati, ali boš dober ali slab, zdrav ali bolan. Samo ti odločaš o sebi. Tudi s svojim stvarnikom si povezan samo ti. Ti si sebi najpomembnejši in zato se poskušaj vzljubiti. Čas beži, kraji se spreminjajo, tvoje telo se spreminja. Vse v tebi se spreminja, samo ti ostajaš vedno ti. Doumi, da si neizrekljiv in da si nekdo, ki ga je treba varovati. Sebi si dragocen samo ti. Vse lahko propade, samo ti ne smeš nikoli propasti. Lahko imaš ne vem koliko materialnih dobrin, toda ti si srečen samo tedaj, kadar si ti, kadar se imaš rad, kadar je tvoja vest čista, kadar so tvoje emocije srečne. Ne bodi odvisen od stvari, od časa, od krajev, od let, od ljudi, od človeških ozirov in mnenj. Ti vse to presegaš. Ti nisi niti telo, niti tvoj videz, tvoje razpoloženje, tvoja služba, uspeh ali neuspeh. Ne, ti si nad vsem tem. Kadar te vsi prezirajo in obsojajo, ti ostajaš ti. Ti si sam sebi sodnik, vse je odvisno od tebe. Če imaš rad samega sebe, te bodo imeli vsi radi. Če imaš rad samega sebe, te ima rad tudi tvoj stvarnik, ker te je on ustvaril in želi, da boš večen. Svoboden si, svoboda je v tebi in zato se lahko sedaj sprejmeš ali zavrneš. Sebe fizično ubiti ne pomeni, da ne obstajaš več.
Toda sebe zavreči pomeni duhovni samomor. Tvoja usoda je v tvojih rokah, vse je v tvojih odločitvah, vse je v času, samo ti si večen, vse ostane, vse tvoje bogatstvo. Toda tvoja ljubezen, tvoje odpuščanje, tvoja dobrota, tvoja dobra dela ostanejo in to je tvoja vsemogočnost. Vsi tvoji zakladi ostanejo za večno. Tvoja ljubezen, tvoje odpuščanje, tvoja dobra dela. To ti daje dostojanstvo. To te naredi vrhunskega človeka. Prav je, da sedaj pogledamo, kaj misli Cerkev o človeku in njegovem dostojanstvu. Tako verni kot neverni menijo, da je človek središče in višek vsega zemeljskega, ker je vse, kar biva na zemlji, naravnano na človeka. Vse je torej ustvarjeno ravno zaradi tebe. Kljub temu pa slišimo ali vidimo različna mnenja ali drže do človeka in njegovega dostojanstva. Svetopismo pa nam jasno pove, da je človek ustvarjen po Božji podobi in ravno ta bogopodobnost je temelj tudi vsakega človeškega dostojanstva. To pomeni, da ti nisi sam sebi namen, ampak da si ustvarjen za občestvo oseb, saj človek ni samo moški, niti samo ženska, ampak mož in žena. Tvoje dostojanstvo se potrjuje in oblikuje, ko živiš kot občestveno bitje ali, kakor rečemo drugače, kot družbeno bitje, torej, ko si z drugimi in ko živiš za druge. Tvoje dostojanstvo ti pomaga, da se zaveš svoje vrednosti in vrednosti drugih v Božjih očeh in da ne padeš zgolj na telesno-psihično raven, ki jo živijo živali. Spomni se, da si v moči svetega krsta poklican k dostojanstvu svobode Božjih otrok, ki je nadnaravnega izvora. Dostojanstvo tvoje osebe je tako nadnaravnega izvora, ker se je tebe prvi zamislil in ti podaril dostojanstvo tvoje osebe, tvoj stvarnik. Vsak storjeni greh, vsako poželenje, strast ali travma človeku odvzema dostojanstvo, ga ponižuje, razčloveči ali pa naredi celo nehumanega. Zaradi greha in delovanja zla je človek sam v sebi razklan, se sam v sebi bori s seboj in ne more odkrivati svojega dostojanstva, niti ne more doseči svoje polnosti. Tvoje dostojanstvo je tedaj vedno bolj teptano in iznakaženo. In kje je rešitev? Samo občestvo z Bogom v tebi znova obnavlja, ohranja in utrjuje pravo dostojanstvo, ki je v spoštovanju in sprejemanju. Zato ne smeš prezirati svojega telesnega življenja, ampak ga ceniti, saj je Božje delo, Božja mojstrovina. Potrebno je, da v svojem telesu in življenju poveličuješ Boga s konkretnimi dobrimi deli in ne samo besedami. Dostojanstvo Božjega otroka te priganja, da ne dopuščaš, da bi tvoje telo postalo suženj ali poligon za izražanje različnih nagnjenj in strasti. Tvoje telo je namreč tempelj svetega duha, torej je prebivališče Boga med ljudmi, je šotor živega Boga, je mojstrovina Božje ustvarjalnosti, ker v njem prebiva duša, človekova duhovna duša, ki je nesmrtna, saj je Božjega izvora. Človek je torej enota duše in telesa in samo po notranjem življenju lahko presega vse stvari. V te globine svoje notranjosti se vrača, kadar se obrača v svoje srce, kjer ga čaka Bog. Zato človek s priznavanjem duhovne in neumrljive duše v samem sebi prodira prav do globin resnične stvarnosti. Človeku je podarjeno torej najprej dostojanstvo razuma, resnice in modrosti. Z razumom se človek dviga nad vse stvari, odkriva globljo resnico, z modrostjo pa išče Božje načrte in ljubi to, kar je resnično in dobro. Drugič, človeku je podarjeno dostojanstvo naravne vesti. V poslušnosti Božji postavi, ki jo je Bog zapisal v vsako človekovo vest in človekovo srce, si človek ohranja svoje dostojanstvo,
ko dela dobro in se izogiba slabega. Zvestoba do vesti povezuje kristjane tudi z ostalimi ljudmi pri iskanju resnice in pri pravilnem reševanju tolikih moralnih vprašanj v življenju posameznikov in današnje družbe. Tretjič, je podarjeno človeku tudi dostojanstvo odličnosti svobodne volje. Resnična svoboda je odlično znamenje bogopodobnosti v človeku, saj je Bog pustil človeku lastno odločanje, da bi ga sam iskal in se ga oklepal ter prišel do blažene popolnosti. Človekovo dostojanstvo zahteva torej zavestno in svobodno odločanje pri dejanjih, torej osebnostno, iz notranjega nagiba in pobude, ne zgolj iz nekega slepega notranjega gona ali sile. Takšno dostojanstvo je možno le, če je človek osvobojen vsake sužnosti strastem, če v svobodnem odločanju in uresničevanju dobrega sledi temu s primernimi sredstvi. Svoboda namreč pomeni sposobnost najprej odločati se za dobro in potem tudi delati dobro. Jezus nam v evangeliju jasno pravi, da smo dolžni delati dobro vsak trenutek, kajti le to vrača človeku dostojanstvo in ga dela dostojanstvenega. To doživlja tako tisti, ki dela dobro, kot tudi tisti, ki prejema dobro. Četrtič, vsakemu izmed nas je podarjeno tudi dostojanstvo človeškega življenja. Vendar skrivnost smrti je največja uganka našega bivanja in vsakega človeka muči strah pred popolnim izničenjem in izginotjem. Cerkev pa nas spominja, da se nismo rodili samo za ta svet, ampak predvsem zato, da bi večno živeli. Bog je vsakega izmed nas ustvaril za večni blaženi cilj v onostranstvu, kjer bo smrt premagana in kjer bomo znova postavljeni v prvotno stanje odrešenosti. Kristusova smrt in vstajenje sta temelj in poroštvo našega večnega občestva, neminljivega Božjega življenja. V tem je dovršitev in namen človeškega življenja in njegovega dostojanstva, ki se bo spopolnilo v našem blaženem občestvu z Bogom. Če povzamemo današnji večer, lahko rečemo naslednje. V skrivnosti učlovečene Božje besede in njene velikonočne skrivnosti nam znova v jasni luči zasije skrivnost človeka. Jezus nam kot nedolžno jagnje vrača bogopodobnost in z njim tudi naše dostojanstvo, ki sta bila popačena s prvim grehom in nas znova Jezus uvaja tudi v svobodo in dostojanstvo Božjih otrok. Dragi poslušalci, želimo vam, da bi v tej svobodi dostojanstva Božjih otrok vedno bolj rasli. Naj vam pri tem še posebej v mesecu Majniku stojita ob strani Devica Marija in Sveti Duh. In hvala, ker ste bili z nami.